Dame in gospodje, prišlo je poletje, čas brezdelja in uživancije. In zato se mi je zdelo smiselno tokrat posnet video o nekomu, za katerega je čas brezdelja in uživancije v bistvu kar celo leto. Kaj? Ne o sebi, kdo je to rekel? Ta video ne bo o kakšnih čudnih komadih ali o glasih. Ta video bo o spletni senzaciji Mramor. Medtem, ko vi vstajate ob 5. zjutraj, delate 8-10 ur za minimalca, se jaz danes obremenjujem z veliko večjim problemom. Kaj naj oblečem, ko grem zapravljati vaš državni denar? Robert Mramor je človek, ki na internet objavlja videe, kjer od svoje publike zbira donacije, predeluje družbena vprašanja in pa seveda prikazuje svoje življenje na socialni podpori. Jaz se zdajle sprehajam in razmišljam, kakšni siromaki ste ljudje, ko hodite v službo. Tok ene buke okoli snega, pluženja, čiščenja, katastrofa. A veste, koliko je pa nam fajn, ko nič ne delamo. Mi pa sam počakamo par dni, pa se sneg sam stali. Jaz nimam kreditov in ne rabim hoditi v službo, saj živim na državne stroške. Ja, on zgleda to misli čisto drugače kot ostali, ko reče, da je socialni influencer. Drugače pa ne vem za vas, ampak dostikrat hodim okoli s telefonom po svetu in mobilni podatki niso vedno najbolj poceni ali zanesljivi, tako da potem se ves čas povezujem na razna ta javna Wi-Fi omrežja, ki vsake toliko tudi sploh niso zaščitena. Kar pomeni, da bi lahko naključni ljudje videli, na kakšne strani se povezujem in če stran ni varna, celo prišli do mojih zasebnih podatkov. No, v takih primerih preprosto prižgem VPN in bam, noben več ne more vohuniti, kaj gledam. In če bi tudi vi radi eno skrb manj v življenju, preizkusite Surfshark. Surfshark je VPN, ki vam zagotavlja vse, kar od VPN-ja rabite. Dodatno zasebnost, zaščito podatkov in da prikrije vašo lokacijo na internetu. In zakaj je to dobro? Zato, ker boste tako lahko surfali po internetu varno in anonimno. Zato, ker so nekatere storitve opazno bolj poceni iz drugih držav. In zato, ker vaš internetni ponudnik ne rabi prav nič vedeti, če tudi vi živite na državne stroške. Poleg tega vas pa njihova dodatna storitev Surfshark One zaščiti tudi pred virusi in drugimi nezaželenimi vsebinami. Tako da pojdite na surfshark.com/Marko oziroma uporabite mojo kodo Marko na blagajni za 4 dodatne mesece Surfshark VPN-ja. Ok, zdaj pa pejmo nazaj na video. Ampak, kar mi je pa pri Mramorju najbolj zanimivo, je pa to, da še zdaj ne vem, če pri enih svojih objavah misli resno ali ragebaita. Ker večina, ki jih da ven, je narejena, da bi stopil na živec čim več ljudem, kar se da. Kako lepo je biti nor in kako lepo je živeti na državne stroške. Nije meni lako, kad te nema, sve je tanko. Nije meni lako, srce zna to samo, vrati se, makar malo. Dobil sem pismo od Term Zreč, da me vabijo na 14-dnevni oddih. Ni glih zastonj, ampak na stroške države. Tako da se še enkrat zahvaljujem vsem, ki delate zame. Jaz se bom pa tudi potrudil, da bom užival za vas. Končno nekdo, ki bo užival, da meni ni treba. Zdaj dobim samo še enega, da namesto mene počiva in seksa in sem rešen. Živeti na državne stroške ni sramota, ni lenoba, ampak je pogum. Pogum reči dovolj. Takole. Danes pa pripravljamo nedeljsko kosilo.
Repincel solata z jajčko in goveji golaž. Hudič je vzel šalo. Projekt obnove barake je obstal. Prisiljen bom storiti nekaj, česar nisem načrtoval. Moral bom službo. Ne, samo v službo ne. Vaš, v enih službah ti storijo celo delat. Dragi Darko, naj te opomnim, da živeti na državne stroške ni samo prejemati 500 evrov socialne pomoči. Pripada ti brezplačna kurjava, tudi hrana je brezplačna in če imaš srečo, ti plačajo še najemnino. Tomaž, predvidevam, da si ti eden izmed tistih, ki delajo zame. Tako da, kaj naj ti rečem? Veselo na delo. Na vaš račun. In vse to, kar vidite, vse to je na vaš račun. In glede na to, v kakšni baraki živim, vas je lahko sram. Tako da... Mislim, ljudje, res bi se lahko malo zamislili, da zdaj zaradi naše lenobe Robert nima bolj luksuzne nastanitve, kjer bi lahko užival v prejemanju sociale. Potem tip ima še več AI komadov, kjer pojejo temu, kako ne rabi delat. Mramor, mramor, pomagaj nam, mi bi tudi tako živeli vsak dan. Ti čakaš politiko, jaz čakam na kazilo, vsak mesec pride, zato sem pomirilo. Ti čakaš reforme, govore in glas, jaz na sončku sedim, ker jaz imam čas. Ja, napisal je komado temu, kako živi na sociali, ki se kliče Jaz imam čas. Pač, tip je pravi pravcati čale sociale. In to je vse skupaj precej očiten ragebait, če mene vprašate. Pa tudi v pogovoru s Tomažem Gorcem, kar sam prizna, da s temi vidi proba ragebaitat. Naredil to, da malo te panterčke privabim, ker panterčki mi bojo naredili velik reklamo, hejterje da privabim, ker hejterji mi bojo naredili še večjo reklamo. Ampak potem pa ima videe, kjer deluje, kot da misli resno s tem, kar govori. Če mi vzameš socialno pomoč, mi ne vzameš dolga. Vzameš mi kruh, vzameš mi dostojanstvo in vzameš mi možnost, da preživim. Zarubili so mi vse socialne prejemke do zadnjega centa. Vi ploskate in vi se smejite. In v komentarje mi zapisujete, spravi se delat, ti ne rabiš preživeti, vse naj ti pobere. In to pove več o vas kot o meni. Ker človek, ki privošči lakoto drugemu, ni človek. Sistem mi je vzel minimum za življenje in vi bi mi vzeli še dostojanstvo. Pač, jaz ga iskreno ne štekam najbolj. Prvo dela videe, kjer zgleda, kot da proba ljudi čim bolj razpizditi, kar se da na prejemnike socialne podpore, in potem se zgraža, kako bi eni radi, da je ne prejema več. Kaj, je to dvojni trol? Trola ljudi, ki so že nasedli na njegovo prvotno trolanje, kako so slabi ljudje, ker so pomislili edino stvar, ki je bila logična za pomisliti? Ali to dejansko verjame? Pač ne vem, ker več kot gledam njegovih videov, manj ga razumem. In tega je še precej. Tukaj recimo opisuje, kako je spoznal Erno, ki je njegova punca ali neki. Erno sem spoznal kmalu potem, ko sem prišel iz pripora. Spoznala sva se v lokalu, kjer je delala. In ko sva se prvič zagledala, se mi je zdelo, kot da se že poznama. Nekega dne me je prosila, če ji lahko priskrbim drogo. Kar sem seveda
tudi naredil. Jah, glejte, enim puncam se bolj dopade, če se jim nabere rože iz vrta, drugim, če se jim povleče črta. Ne moreš dej tle okusov kritizirati. No in okej, sej ta izjava je zanimiva že kar sama po sebi, ampak pol pa objavlja še take reči. Danes mi je moja princeska potožila, da jo en fant nagovarja na droge. Pisal ji je, klical jo je ter posiljal ji je videe, kjer prikazuje, koliko droge ima. Tako da eno tako majhno opozorilo vsem, če boste še enkrat poskušali mojo princesko nagovarjati na droge, ji droge ponujali, verjemite, da boste za to odgovarjali. Delajo isto stvar, ki si jo naredil ti, po tvojih lastnih besedah. Kaj točno jim boš rekel, ko kličeš policijo? Halo, en mi dela konkurenco? Pa zato prej nisem bil siguren, če je Erna res njegova punca ali ne, ker nikoli ne reče, da je njegova punca, ampak vedno govori neke take dvoumne stvari kot moja princeska. Kar bi lahko pomenilo ali da so skupaj, ali pa da mu samo zveni očarljiva kot neka Disneyjeva princesa. Ne vem sicer katera, ampak meni vleče še najbolj na Sneguljčico. No in pol pa pride ven recimo še s tem. Erna se je spet vrnila k meni. Mi je povedala, da ima v avtu droge. Najprej sem pomislil, da jih vržem stran, ampak moj notranji glas mi je rekel: Robi, očitno je, da bi rada še nekaj doživela. V sebi nosi nekaj, kar mi še vedno ne more povedati. Zato sem se odločil, da droge vzamemo skupaj. Ja. Pač, wow! Najprej sem pomislil, da jih vržem stran, ampak potem je moj notranji glasek rekel: kaj če se mi s tem napokamo ko majmuni? To je noro, grozi ljudem, da jih bo prijavil na policijo, če dajo Erni droge, ampak potem, ko jih dejansko dobi, pa je... Okej, tokrat naj ti bo, samo da se ne bi ponovilo. Drugače od Erne sem že prej videl videe, kjer razlaga, kako ima zgodovino s prepovedanimi substancami, ampak zgleda ni edina. Zgleda ima tudi Mramor nekaj preteklosti z njimi, ker o drogah pravi tako. In potem sem spoznal, da v bistvu ni to zaradi droge, da ne pogrešam droge. Pogrešam občutek, ki mi ga je droga ustvarila. Vem, da je to hotlo zveneti globoko, ampak je iskreno nekaj najbolj očitno glupega, kar sem slišal v lifeu. Ja, valjda, da pogrešaš občutek, kaj drugega bi pa še lahko. Mislim, kaj je že kdo kdaj kupil droge zaradi njihove estetske vrednosti ali kaj? Da jih lahko ima na policiji in jih pokaže gostom, ko pridejo na obisk? To je kot, da bi šel z eno punco na dejt in ona ti reče: ne pogrešam bivšega, pogrešam samo tisti občutek, ki mi ga je dal, ko me je objel in sem čutila to toplino neskončno in vedela, da smo si usojeni biti za vedno skupaj. Kaj, lahko račun, prosim? Okej, imam sicer še precej stvari za komentirati, ampak nočem, da bi bilo predolgo, tako da lajkajte ta video, če hočete drugi del, pa naročite se na kanal, pošljite video vašim prijateljem, ki hodijo v službo, da bojo videli, kam hodijo njihovi prispevki. In seveda, preizkusite Surfshark preko mojega linka v opisu. Ajde folk, čau! Ko pogledam to nebo,